Lepo pozdravljeni na zdaj že četrti javni razpravi. Danes bomo govorili o predlogu oziroma prvi zasnovi ukrepov. Mogoče predtem zgolj, da ponovimo do sedaj opravljeno delo, da se ve pač od kje izhajamo. Torej, narejena je bila analiza stanja, ugotovljeni so bili glavni izzivi in pa priložnosti, to, kar smo že govorili zadnjič na sami razstavi o viziji in ti izzivi in priložnosti so bili nekako povzeti za posamezne različne prometne udeležence oziroma prometne podsisteme. Potem dobili smo nazaj tudi odgovore anket, 957 odgovorov in tukaj smo videli, da so odgovori, torej kaj najbolj moti v bistvu občane pri prometu v občini je, da so to slabi pogoji za kolesarjenje, da ni kolesarskih stez, potem moti jih tudi prehitra nevarna vožnja voznikov in pa kot tretji so bili zabeleženi slabi pogoji za pešačenje. Potem kot nujni ukrepi občani pravijo, da bi si želeli več površin za kolesarje in pa prilagoditev prometnih površin invalidov, ureditev šolskih poti. Potem pri samih potovalnih navadah smo pogledali, da v bistvu v občini Slovenske Konjice način potovanja v šolo oziroma vrtec, v glavnem z avtomobilom, je pa kar nekaj tudi tistih, ki pešačijo, to je 26%, potem javnih potniški promet 10 in pa s kolesom 11. Potem način potovanja na delo, tukaj je malo drugače, tu je več tistih, ki se vozijo, je vse skupaj, torej z avtom kot voznik 51%, z avtom kot sopotnik 14, s kolesom 13, javni potniški promet je tukaj dokaj slab, torej samo 5% in pa peš 14%. No, potem smo tudi že obravnavali scenarije. Te scenarije smo nekako definirali v okviru delovne skupine in pa tudi potem na javnih razpravah. Bili so predstavljeni trije možni scenariji, osnovni scenarij nekako po nekem spontanem razvoju, potem scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih in pa scenarij alternativnega razvoja in večina se je nekako odločila, da je najbolj smiseln, najbolj zaželen, najbolj primeren ta tretji scenarij alternativnega razvoja, kjer bi si občani želeli, da se z ukrepi da možnost tudi ostalim transportnim alternativam, da se mogoče malo zmanjšajo potrebe po vožnji avtomobila in pa potrebe po parkiranju, medtem ko vse druge ostale scenarije so v glavnem označili kot manj zaželene. Zdaj, mi smo ukrepe razdelili v 5 sklopov, 5 vsebinskih sklopov. Prvi vsebinski sklop je v bistvu bolj generalni vsebinski sklop, ki se nanaša na celostno načrtovanje mobilnosti in je v bistvu en taki povezovalni vsebinski sklop, ki se nanaša na vse druge vsebinske sklope. Potem naslednji je trajnostno naravnan motorni promet, torej poudarek na motornem prometu.
potem kakovosten javni potniški promet, potem privlačna hoja in pa zadnji kolesarjenje za vsakogar. To je 5 sklopov ukrepov. Potem sklop kolesarjenja je seveda ta regionalna kolesarska povezava vzdolž Dravinje oziroma ob trasi nekdanje železnice. To je v bistvu eden takih najbolj izrazitih potencialov, ki smo ga detektirali, sploh zato, ker bi lahko res povezali celotno to dolino od Zreč pa naprej, od Konjic naprej do Loč, pa mogoče še do sosednje občine, Poljčane. To seveda je že v bistvu tematika bolj turizma, ampak vseeno gledati iz vidika mobilnosti je tudi to upravičljivo, zato ker Konjice so tudi na drugo stran avtoceste, so tudi povezane z Ločami in tako dalje, in zakaj ne bi nekdo, ki je doma v Ločah, se v svoji isti občini peljal s kolesom tudi v Konjice. Potem eden izmed ukrepov je tudi, recimo, videli smo, da turistični center nima možnosti izposoje koles. To bi mogoče bila ena zanimivost, bi mogoče tudi naredilo bolj atraktivno za turiste. Drugače pa kolesa službena kolesa občinske uprave, to je eden izmed možnih ukrepov, ki bi lahko mogoče bolj kot prispeval k neki spremembi potovalnih navad, bi bolj pomenil neko promocijo. Treba se je zavedati, da vsako mesto, ki se loti sprememb, rabi neke ambasadorje. In ambasadori so župan in pa ti glavni, ki so na občinski upravi. In trajnostna mobilnost, če ima svoje ambasadore, potem lahko preko tega marsikaj doseže. Potem pri kolesarskih povezavah se nam zdi smiselno tudi seveda urbana oprema. To pa čisto zaradi tega, ker ni dovolj, da mi imamo recimo na neki trasi, zdaj če bi rekli od Zreč do Konjic, da bi se zgornja cesta uredila za kolesarje, smo se tudi ravno danes pogovarjali, da je treba dati nek program, da ta program zaradi tega, ker če bo to samo cesta, bo marsikdo vozil po starem, bo imel občutek, da vozi isto kot prej, če pa bo program z nekimi kolesarskimi klopmi, koši in tako dalje, bodo ljudje dobili ta občutek, da se na teh površinah dejansko nekaj dogaja. In bomo tukaj začeli dosegati, bomo morali doseči to, da bodo ljudje vedeli, tukaj pa se jaz vozim po posebej namenjeni trasi za kolesarje in jaz sem tukaj gost. Mi moramo vzgojiti nekak ta občutek, da se vozniki, ki vozijo po kolesarski trasi, sicer lahko vozijo, ampak da so na tej trasi oni gostje, da oni niso tukaj glavni. In mi moramo spremeniti to, kar imam tukaj narisano, že zadnjič kazal, to piramido. Na teh površinah mora priti do spremembe te miselnosti. Ta piramida prometne hierarhije se mora obrniti na glavo. In če bomo to znali doseči na teh odsekih, seveda to je dolgoročni proces, to ne gre zlahka, ampak ravno s takimi ukrepi se ta proces lahko doseže.